Pri meni je to bila prednost, da sem kar hitro v življenju sam ostal. Sam v tem smislu, ker sta se mama in oče ločila, ko sem bil star 11 let in potem sem šel z mamo živeti in mama je delala v nekem obdobju tudi celo 2 službi in sem se precej mogel sam osamosvojiti. No. Pri svojih 16 sem že recimo čist kuhal sam in delal stvari sam. No. Dobrodošli v novem pogovoru Metropolitan podcasta. Z vami sem Živa Avžner. Torej, danes je z mano Žan Serčič. Lahko bi rekli, da si trenutno najbolj vroč pevec na sceni, glasbeni sceni. In to bi tudi potrdila, ker ko sem se danes vozila v Ljubljano, sem slišala 3-krat tvojo pesem na radiju, oziroma na različnih radijih, no, malo sem šaltala. In 2-krat tvoje ime kot napoved za koncert. Teda, vse čestitke, no? Lej, jaz sem samo vesel za to, kaj se mi dogaja trenutno v življenju. To je, bom rekel, obrodili so sadovi mojega 10-letnega, zdaj 11-letnega dela že. In v zadnjih pol leta se mi je precej spremenilo življenje, turbulentno. Tako da od tega, da me slišiš na vsakem radiju, to mi je že par ljudi reklo. Ne? Moj friend iz Lenarta namreč govorijo, pa ti si vse posoji, jaz malo še pa bom odprl pašteto, pa boš vun skočil. Ne, recimo. Mogoče, lej. Možnosti so odprte. Lej, in sem samo vesel za to, kaj se dogaja. Pa se ti ogromno dogaja. Ja, legli sem iz 2 intervjujev, prišel sem sem, ampak gli si tak stempirama, veš, dan, da a sem v studiu, pa sem se dan tam, ali imam koncert, ali pa imam ta, bom rekel, medijski dan. Aha. Kjer poskrbim za intervjuje, ne vem, podcaste, fotkanja, bla, bla, bla in sem cel dan v tem filmu. No. Pa še imaš sploh kaj časa za ustvarjanje? Dobro si me čeknila. Drugače bi si ga mogoče želel več, ampak trenutno ga je toliko, da zvečer, ko sem že malo trujen, no, pridem od 11. do pol 12. me včasih prime inspiracija in grem pisati komad. Ampak ko me itak ta val preplavi, bom rekel, kreativni val in inspiracija, to te drži bolj kot bilo kjera kava. No. In si lahko govor do 2-3 zjutraj. No, si na zadnje, ko smo delala intervju, si mi rekel, da si pesem posnel direktno iz tuša, no? Se spomniš? Ja, itak. Zadnja noč je to. Ja. Zadnjo noč sem že kar nekaj časa se mi je, kaj pa bom rekel, nabirala ta melodija. In pol sem pod tušem dobil stavek, kdo te bo objel po noči ali sama boš zaspala, kdo ti bo obrisal solze ali sama boš jokala in sem bil, ok. To je to. Dogaja se. Si hitro zaprl in se je obrisal in sem šel v studio, to je bilo 10:30 zvečer. In ob 12 sem imel celo pesem napisano in ob 1 zjutraj sem imel demo posnet, kitare posnete, vokal posnet. Vse sam? Ja. Teda ni samo v filmih tak. Se mi zdi, da v filmih ti ok, zdaj to hitro spisati. Vse v tebi dogaja. Ne, jaz mislim, da vsakega umetnika, ko ga prime, se pravi, ne glede na to, s katero umetnostjo se ukvarjaš, ali je to glasba, ali je to mogoče slikarstvo ali fotografija, v tistem momentu, ko si inspiriran, bi zapravo to opisati, se ti odpre en kanal, kateremu pač moraš se prepustiti in paziti v ta trans, ki se ti dogaja in potem nekako se komad sam od sebe zgodi. Veš, ne moreš se vsesti na silo in reči, danes ali pa jutri ob 3 bom pa komad napisal. Ne, komad tebe poišče. V tistem momentu, ko najmanj pričakuješ, ne, pod tušem, recimo, ko sem po celem dnevu prišel in se stuširal in sem sprostil vse misli, je imelo sploh možnost priplavati na plan nekaj, kar je bilo že itak v meni. Ne. Tam iskalo je pot ven, ne? Ja, iskalo je pot ven in tisti moment moraš prijeti, ga zagrabiti. Zato je ta svoboda umetnika toliko pomembna, ne. Spomnim se, ko sem še učil v glasbeni šoli, recimo, če me je kdaj prijel ta kreativni val ob 3 in če sem ob 3:30 mogel učiti, pa sem do 7 zvečer učil, me je ta val seveda ob 7:30 zvečer, ko sem prišel domov, že davno odpustil. Ja, veš to. Tako da ja. Bila je pa tudi taka obveznost, ko pa nisi mogel reči, ne prijem. Ne, se veš, služba, no.
Ja, v resnici. tako. Zdaj pa ne poučuješ več. Ne, že 5 let ne poučujem več. Sem pa učil od drugega letnika srednje šole, po pouku sem začel učiti, že takrat, pa do svojega, mislim, na 21. leta, 5 let vse skupaj, 6. Ampak zdaj si pa v bendu od Jane Plestenjaka. Tudi med drugim. In to zelo rada poudarim, ker jaz sem to pač zvedla preko najnega intervjuja, ampak mnogi se mi zdi, da še vedno ne vejo. Pa ja, mislim, niti ni to taka, kaj bi rekel, novica, ki bi jo jaz obešal na velik zvon, glede na to, s kolikimi stvarmi se vse ukvarjam. Logično mi je totalno v čast in veselje igrati in toliko črpam tam in se učim od Jana in od cele ekipe in kak na neki najvišji ravni profesionalni se ukvarjati z bendom v Sloveniji in pač performati. Ampak med drugim sem tudi na svoji turneji, ne, z svojim bendom. Ja, dve imaš istočasno. Sem na 2 turnejah simultano. Ne. Ampak kako pa to usklajuješ? Ja, recimo prejšnji teden sem imel koncerte, ponedeljek, torek, sreda, četrtek, sobota. Ne. Med tednom so ponavadi moji koncerti, med vikendom so Janovi koncerti. Ampak, kakor vidim po Instagramu, so noro obiskani tudi med tednom. Ne, mislim, to, kaj se dogaja na mojih koncertih, v bistvu z mojim tour managerjem in pa bookerjem smo se pogovarjali in sem rekel, glej, jaz mislim, da moramo narediti turnejo med tednom, se pravi torke in četrtke in so bili vsi zaskrbljeni. Ja, to je ne bo res ljudje malo hodili, to je služba, to je ono, nenavadno. to je nenavadno, to ne vem. Ampak za ljudje sami, ko hodijo na koncerte, ne, mi rečejo, kak fajn, Žan, da si ti edini, ki imaš med tednom koncert. Veš, jaz sem si prav dopust vzela jutri, ne, veš, in imajo v sredo dopuste zaradi mene. In to je tudi neka potrditev, da če nekdo želi priti na koncert in kupiti karto, bo to naredil, pa če je ponedeljek ali sobota ali bilo kjer dan. Torej, to mi tudi zelo dost pove in dost pomeni, no, sem zelo vesel in hvaležen za to. Vidiš, to bo zdaj cilj pevca, da si vzame dopust za njega sred tedna. Ne, to je... Ja bom rekel, cilj je pa sigurno en pokazatelj tega, kaj delam. No. Zagotovo, ja. Pol verjetno z Janom pa kaj, čez vikend? Z Janom čez vikend, vse skupaj mislim, da imamo z Janom, mislim, da do septembra skoraj do 20 koncertov. Pa skoraj toliko koncertov imam s svojim bendom do takrat, da bo pestro poletje. Pestro. Kje si boš pa vzel počitek? Ja, bilo kjeri dan med tednom, ko bom lahko, bom si vzel čas za kak sončni žarek in skok v morje. Na hitro, ja. Ne bo čas tak, za... Pač, ne, mislim, se veš, to je za moja odločitev osebna bila, da sem se itak prvič preselil v Ljubljano in drugič sem se pač odločil, da mi je kariera na prvem mestu in da je to eno obdobje življenja, kjer mogoče pa ne rabim glih letos enega meseca na morju preživeti, ne, veš. Bom preživel brez. Tak, ja. Koliko pa te kaj zdelajo ti koncerti, ko pa ponovadi trajajo kaj? Dolgo v noč? Ne, na srečo, veš, ful sem si naredil bom rekel, kondicije koncertne. Ko sem igral pri 19 letih, sem začel igrati v enem komercialnem bendu v Avstriji. Igrali smo Avstrija, Nemčija, Švica, Češka, vseh teh placih in to smo igrali 5 rund na noč. Po 1 uro, se pravi celo noč. Ti koncerti moji in pa od Jana pa trajajo 1,5 do 2. Pa 1 runda, ne. In pač v enem setu se to zgodi. In bom rekel, da me je prav to povedati, koncerti, sploh moji koncerti, ne da me izmučijo, ampak me napolnijo. Veš, ne izmuči me to, da jaz lahko pojem svoje pesmi in da ljudje pojejo te pesmi nazaj meni na oder, ampak me napolni, ker je to nek največji, najlepši feeling, ki ga lahko glasbenik doživi. Dejansko te bolj izmuči ta cel mogoče lifestyle, ne? Veš, vaje, kombi, vožnja, backstage, čakanje, pospravljanje, vožnja nazaj. Pa ta tempo, ne? Smejanje, 1 uro še po koncertu, fotkanje. Ne. Veš, to so stvari, ki jih zelo rad počnem sicer in zelo rad spoznavam svoje fane, se fotkam z njimi, govorim z njimi, ker vem, da
veš, zaradi njih se je moje življenje spremenilo konec koncev. Oni so spremenili moje življenje s tem, da so prišli, da hodijo na moje koncerte, da poslušajo moje pesmi, si jih želijo po radijih, ne? In vsakemu posebej bi se rad zahvalil. Ampak ko vsakemu posebej nameniš toliko količino energije, se ti zdi na koncu, da se res razdaš in rabiš kak dan, da se napolniš. Ne? Samo jutri je pa nov koncert in čez 2 dni je nov koncert. Tako si ne predstavljam, pa to je še nek nivo, ki ga imamo v Sloveniji, smo res lahko veseli za njega. Ne predstavljam si, kak je biti svetovno znan glasbenik in iti na svetovno turnejo. Ti pa zna biti še bolj naporno. Pa konstantno 100 ljudi od tvoje ekipe obkroženih, pa odvisnih od tebe. Ne? Vsi so odvisni od tebe, se pravi, če boš ti odpovedal koncert, bo minus. Ja, velik minus. Ko pa si se tako lepo navezal na svoje fane, kakve pa imaš kaj izkušnje z oboževalkami? Jaz sem res tako vesel, ker moji fani so tako spoštljivi in tako res vsi so tako fajni ljudje, ko sem se spoznal z njimi, zato ker izhajajo tudi iz po moje enega tega občutka in feelinga, ki ga jaz dajem. Jaz sem tak preprost in iskren človek. In tudi oni so to začutili, izhajajo iz tega feelinga in mi dajo to nazaj. Ko me kdo prepozna na ulicah, recimo, niso ono, Žane, ampak zelo spoštljivo pristopijo in rečejo, Žan, super pesmi. Najbolj mi pomeni, ko mi rečejo, veš, tvoje pesmi so mi pomagale, ko sem šla na razen z svojim tipom. Ja, pa mi je bilo ful hudo. Se, ja. Ne? Ali pa tipi, ne, na fitnessu hodijo do mene. Tipi isto stari kot jaz, ali pa še starejši, v Ljubljani treniram, ne. Buras, tvoji novi komadi, res bolano, jako, sam jako dalje. To je to. In to je to. To je to. V bistvu, zakaj? Lahko jaz rečem, jaz delam to za sebe, ker to meni pomeni dosti, ampak v resnici ne. No. Vsaki izda komade, rabi tudi potrditev od drugih. Vsi mi, vsi performeri, vsi, ki pač performamo in stopimo na oder, rabimo to. In tudi zelo sem vesel, da zelo dosti mojih fanov je muzikalnih sami. No. Pač imajo posluh ali igrajo kak inštrument. Skratka, radi imajo dobro glasbo. Ampak glede na to, da si zdaj sveže samski, pa ti latino ritmi, pa zihar kako oboževalka malo poizkusi. Imaš kako tako izkušnjo? Slučajno rokca, recimo pri fotkanju spolzi na koncu na ritko, pa hop, pa že gre, ne. A veš, kao hvala Žan, cip, pa naslednja pa že kljac, rokca gre sem, ne. A veš, itak se to pač dogaja in tudi v DM-sih je gužva, ne, na Instagramu. Ampak odpisuješ? Trudim se odpisovati skoraj vsem, no, ampak se veš, ne moreš. Med tem, ko smo mi dva, ko bova tu sedela 1 uro, bom mi sigurno dobil 15. Pač poprečno je taka. Je tak promet. In ja, trudim se odpisati, hvala, super, hvala. Ampak na vsa sporočila pa tudi ne, no, kot so ženitvene ponudbe in tako naprej. Ali pa moja cimra hoče, da ji narediš otroka in to. Aha, wow. Imaš pa res vse. Lej, ponavadi glih takim odpišem, ne, rečem, nasmejala si me, res pozdravi cimru, mogoče pa kdaj. Evo, pa imaš ti polepšan dan. Ja, ampak pazi, ker povej cimri, da imam v familiji dvojčke, tako da ne vem, mora se paziti, ne vem, če je pripravljena na to. A res jih imaš? Pa imam nekaj, ja. Dobar. Jaz ne, ampak tak, po sorodstvu nekaj. Kaj pa glede na to, da si javno povedal, da zdaj živiš v centru Ljubljane, a se je že tudi znašla kjera, ko je teb zapela podoknico? Ne. Aleksandr Pozbek mi je zapel podoknico iz kanala Edini. Ja, zato, ko smo imela intervju in mi je in otvorila smo intervju tako, da me je poklical in jaz sem rekel, a boš mi zapel? In potem sem se nagnil skozi okno in on je glih kamero imel pripravljeno in mi je začel pet in jaz njemu nazaj dol pet. Da, Aleksandr je edini, ki mi je do zdaj zapel podoknico. Ja, jaz mislim, da se glede na to famoznost in
in nivo slave, ki ga imamo v Sloveniji, to ne vem, ne more zgoditi ali pa še se vsaj nekaj časa ne bo zgodilo. Če bi jaz bil v Ameriki in tako prepoznaven, dvomim, da bi lahko po centru Ljubljane se še sprehodil. Ja, normalno. Kar imamo velik privilegij, ne? Glasbeniki in javne osebnosti v Sloveniji, na srečo, da imamo to svobodo še vedno, kljub temu, da smo javno prepoznavni. Ja, to je res. A se pa malo zamaskiraš, ne? Sončna očala, pa kapca, to tudi. Pa greš, ja. Mogoče nimaš dneva, ali koliko? Ja, nimaš dneva, ne? Ampak pol si pa, glej, zamaskiran, Žan Serčič, a veš reče. Pa tako isto. Ja, pol si pa, zdravo. Kaj pa ti, si že kakšni punci zapel pod okenco? Vzel kitarco? Verjetno sem, ja, po moje sem, ampak bolj s fore, veš. Mislim, da sem bivši punci zapel pod oknico, ja. Ko sva že bila skupaj, ne zato, da bi jo dobil. Moj game je bil ponavadi to, da sem jih povabil na koncert. Veš, kaj, pri na koncert, da vidiš. Imam nek band, nekaj, malo se trudimo. Malo nekaj se trudimo in pole so prišli na koncert in aha, tak imaš ti. Pa takoj sem jo torej seznanil s tem, da je dosti punc v občinstvu, ki pride zaradi mene tja, ne. Veš, zdaj pa, če to njej všeč in nekaj, kar se vidi, da bi lahko handlala, potem okej, ne. Pa je to že zelo dober znak. Ja, ne. Pa bi našim poslušalkam in poslušalcem mogoče kaj zapel. Eno tako virtualno podoknico. Bi z veseljem. Ampak povej, da si pozabil kitaro. Ne, zgodilo se je to, da sem iz 2 intervjujev že in sem peš po Ljubljani in v resnici imam tudi kitaro na servisu. To, s katero nastopam. V bistvu na servisu kupil sem čisto novo kitaro prejšnji teden in zdaj imam pri mojem prijatelju Kontiju, ki bo vzel strune dol in namazal vrat in jo res olepšal. No. Tada, nisem še nikoli unplugged zapel nič brez kitare, tada zdaj je prvič. Probaj. Boš mi ti povedala, če ti je všeč. Dam zadnjo noč, okej? Redo. Daj, da te poljubim še zadnjič, edina. Daj, da te objamem, le to nama ostane. Daj, da te začutim še zadnjič, edina, preden naj svet razpade. Kako je čudno brez kitare. Grem še refren. Kdo te bo bil po noči, ali sama boš zaspala? Kdo ti bo brisal solze, ali sama boš jokala? S kom se igre boš igrala, ki sem jaz jih naučil te? S kom ljubezen boš delila, del mene še v njej je. Bravo. Tudi stakle mi je top, ja. Okay, evo, bravo. Super. Vse imaš tak glas, da zauzameš prostor tudi brez kitare. Super me veseli, ker nikoli nisem samega sebe tretiral kot nekega pevca. Kako ne? In tudi nimam recimo, vsi me vprašajo, kje si se pa ti učil pet. Ja. Nisem se učil pet, nikoli, nikdar nimam ene ure solo petja. Ne? Nikomer, ne? Nič od tehnike petja, Nič. Wow. Ampak je pa res, da dost izkušenj mi je dalo producentstvo. Ne? Se pravi to, da sem produciral, da sem snemal sebe, druge. Zdaj že 15 let, odkar se s tem ukvarjam. In tu se zelo dosti naučiš o sebi in svojem glasu in predvsem moraš biti samokritičen dovolj, da se hočeš izboljševati in svoj glas izboljševati. Ker v resnici ti prvih 10 let, ko poješ, ti gre tvoj glas na živce. In ga ne moreš slišati. Ok, vse to verjamem, ker ko sem jaz prvič sebe poslušala v podcastih, to je bilo grozno. Je kar nek drugi glas je to, ne? Ja. Ja, zato ker veš, ko ti govoriš, ti slišiš skupek prostora in same sebe in svojega telesa in se ene frekvence zgodijo v tvoji glavi in ti si navajen na svojega vokala čisto drugače, kot so ga navajeni drugi slišati. In potem se ti prvi slišiš vokal takšen, kot so ga navajeni drugi, ne? In si, čakaj, to sem jaz. Tak mali šok. Nek tanek vokal je bolj zaradi tega, ker ni telesa, ne? Ne čutiš telesa, pa ga ne slišiš. Tako da, ja, sem tudi rabil kar nekaj časa, da sem sprejel svoj vokal in da sem rekel, glej, to je pač moj glas. Ja.
mogoče si želim, da bi imel glas bolj kot, ne vem, ta pa ta pa ta, ampak nikoli ga ne bom imel, lahko samo naredim najboljši vtis z svojim vokalom, da še bolj poudarim svoje karakteristike, ki jih imam in ja, na koncu je res ta interpretacija najbolj pomembna. Koliko znaš zaovnati svoj vokal v resnici, ne? No, čeprav bi izpostavila, videla sem te že na tvojih nastopih, no, da se zelo posvetiš publiki, pa tudi zelo rad prideš med publiko in si izbereš tako ene par deklet in tako malo zapoješ. A si bila na tem Adria Media eventu ali si bila še kje? Pa koncertu? še na otvoritvi Hajdine trgovinice. A tam si bila tudi? Ja. A si bila kje z bandom mogoče? Ne, To pa še nisi bila. To obvezno moraš priti. A tam tudi greš? 24. novembra pridi v Cvetličarno. Dobro. To obvezno. Ampak ja, v Nebu smo imeli za 2 koncerta, ki je lokal, kjer 400-500 ljudi gre tam. In ja, to so res najboljši momenti, ja. Ko se jaz odločim, da bom dal kitaro na stran, vzamem mikrofonček in grem dol med publiko in potem pojem malo tej punci in malo tej punci. Veš, rad si vzamem čas, tako kot sem povedal prej, vsaka od te punce oziroma fanta si je vzel čas, da so eno večer posvetili moj glasbi, doma jo poslušajo, znajo komade na pamet, praktično 2 uri znajo pesmi peti na pamet, kupili so vstopnico in jaz jim želim dati najboljši možen del mene in izkušnjo mene in moje glasbe. Pa tudi bi rad bil, da oni začutijo, kakšen sem jaz kot oseba, kakšen je moj karakter. In to vse dobiš na live koncertu lahko. Ne veš, med komadi tudi kaj povem, kar mogoče ne pričakujejo. In dosti ljudi mi je reklo, zdaj v zadnjem času, jaz nisem vedel, da si ti tak preprost pa tak cool. Veš, dosti ljudi misli, da sem nek v resnici naduvanec. Ampak mislim, da je to ta podoba in predsodki ljudi, ki si jo pač ustvarijo, ne? Nek fant, neke srajčka, neke mišice, pa tatu, kaj si za ta Serčič misli, da je, ne. Ampak to so res prirojeni predsodki zaradi mogoče zunanjosti, ne. In sploh nimam komu za zameriti, kaj ne. Ker bi verjetno jaz bil isti, če ne bi bil v tem fohu in v resnici se pač s tem ukvarjal, ne. Ampak samo, če si dajo priložnost, ne, za par minut vidijo, da pač temu ni tak. Sem preprost fan z Lenarta, ki pač ljubi glasbo in to je to. Kakve pa imaš kaj odzive, ko greš do oboževalk? Kaj so? Od sramežljivih verjetno do takih, ko bi ti skoraj mikrofon vzela? Ja, sramežljivi so vse na začetku, ne. Ampak jaz se mi zdi, to mi je tudi rekla frendica, ena starejša že, da znam na svojih koncertih zvabiti eno divjo plat ženske. Wow. In to mi je bil najboljši kompliment, kaj sem ga lahko dobil. Ne? Se pravi, tudi ponovadi si izberem glih ono, ko vidim, da je najbolj nerodno. Aha. In grem do nje in začnem plesati in jo malo povabim za ples in se zavrtima in potem, ko vidim, da je tudi njej ventil se odprl, da se je to zgodilo in pol še ona začne uživati in migati, a veš, se pol v celi sobi sprosti. In ja, odzivi so pa različni. Ja. Nekatere oboževalke takoj planejo, nekatere so bolj zadržane. Čakajo, da priješ, da glih njo zbereš. Ja. Saj dobro. Valjda, super. Kaj pa, verjetno to zanima vsakogar. Imaš zdaj kako novo punco? Moram reči, da sem samski, no. In da tudi, bom rekel, da bo še tako stalo sploh za medije in za javnost kar nekaj časa. Ne vem, kaj se bo zgodilo v mojem privat življenju, ampak sem ugotovil, da je to po moje najboljša odločitev, no, za mene trenutno. Čeprav tudi že prej nisi, ne vem, koliko izpostavljal. Nisem, pa v resnici pa sem. No. Že če izpostaviš, Žan Serčič ima punco, je takoj, kjero punco, kaj s čim se pa ona ukvarja in potem je takoj ona na eni tapeti. Ne. Tudi sem videl pri prejšnji punci, s katero sva bila 4 leta skupaj, da je to tudi en pritisk na nek način se ustvari na njo. Ne. Se pravi, ona mora zdaj dohajati enemu, bi rekel, standardu, ki si ga jaz postavljam. A je ona dovolj dobra za mene v očeh drugih. Ne? To so vse stvari, ki vplivajo.
sploh To je težko. na en ženski mind, ne, bom rekel, pač ženski procesi v glavi so malo drugačni vseeno od moškega, ki se mogoče ne bi s tem obremenjeval, pa tudi sebi v resnici, ne. Tada ja, niso to tak preproste stvari, kot si mogoče nekdo misli. Biti partner ali pa partnerica nekoga, ki je javno prepoznaven, ne. Tako si ti na tapeti, bo tudi ona zraven. Ja. Pa si mogoče sploh ne bi želela, ne. Ja. Ampak, ker me ima rada, je pač pripravljena to narediti, ampak dokler ne pride do teh momentov, se ne ve, kaj jo čaka, ne. Zato jih pa povabiš na koncert. To je prva stvar, ja. Ampak že to na je začetku. 1/100, ne, tega, kaj prihaja. Ja. Ampak se mi zdi, da so po tej pesmi Zadnja noč, sploh zato, ker si delil, da si to napisal zaradi razočaranja v ljubezni. Da so pol začeli toliko bolj v to, 4 leta sta bila skupaj, kaj je šlo narobe. Da so pol začeli brskati, no. Po medijih se mi zdi, da sem ogromno tega prebrala. Pa ja, se veš, na nekaj se morajo obesiti. Ja. Pa to je tudi neka tema, ki po moje imamo vsi en skupni imenovalec, ne. Vsi smo že imeli mogoče neko ljubezen ali pa mogoče vsak od nas že bil kdaj razočaran in potem tudi vsakega zanima, kaj se je pa njemu zgodilo. In predvsem tu sem videl, da tako kot sem rekel, imamo nekaj skupnega. Jaz na srečo imam ta dar, da svoje čustva lahko preslikam v eni smiselni celoti, melodije in rim. In nek človek, ki mogoče sploh ne razume sebe in svojih čustev, posluša mojo pesem in reče, tak se jaz počutim, pa nisem znal sploh povedati tega. Ja. Ne, in ga lahko, in to je moč pesmi v resnici, ne. To je ta glavna moč pesmi, ki je čustvo, ki so čustva. In ja, v resnici so se pa niso niti toliko odrezali, no. Glede tega. Zato, ker rečem jaz, kaj je šlo narobe. Ja, tako jaz kot ona pač sva imela stvari narobe, ne. Ni bil krivec en, ker vedno sta krivca oba. Ja, to je tako. Ampak v teh besedilih se mi pa zdi, da tudi če ti izhajaš iz neke osebne izkušnje, bo vedno tudi sam, če bo čisto en mal se poistovetil, je to res bolj čar v pesmi, da si bo pa razlagal po svoje izkušnje obrnil na to. To je glih to je pa recimo potem skill, ne, songwriting, se pravi pisanje pesmi samo po sebi je pa en, bom rekel, ja, ne vem, kako naj slovensko povem, skill. Sposobnost, ja, ampak tudi sposobnost je, skill je bolj ta stvar, ki jo moraš zvaditi, ne, ki jo zvadiš, ki jo utrjuješ, ki jo lahko skozi leta dobiš, ne. In songwriting sam po sebi sem se naučil pač iz pesmi v pesem boljše projecirati svoje čustva in dovolj hkrati pustiti odprt tekst, zato da si ga lahko vsak po svoje interpretira, ne. In ko se ti to zgodi, ko vse te faktorje nekako daš skupaj, se ti lahko zgodi ta komad, kot se mi je pač Zadnja noč, ne, ki je res naredil en prelom v moji karieri. Pa ni bil to načrtno narejen, jaz hočem zdaj biti vsem všeč s tem komadom, ne. Zato, ker sploh ne, zato, ker je toliko drugačno od vseh mojih komadov, da sem si mislil, preden sem ga izdal, glej, ali bo razbil, ali bo pa totalen flop, ne. Ali bo pa rekli, pa s tem Serčičem čisti šel banano, no, s tem komadom, veš. Pa so te nove latino ritme, ko jih nismo tako vajeni na slovenskem trgu, so dobro sprejeli, ne? Ja, mislim, da to je naš temperament. Ta balkansko, mediteranski, malo je pač latino tudi pridiha not, ker sem to jaz, ne, ker sem jaz v tem obdobju življenja postal tak človek temperamenten. In ko nekako to združim, vidim, da imamo dosti skupnega s tem, ne, mi Slovenci, in vsi se lahko s temi melodijami in eno čustveno patnjo poistovetimo. Ne, dosti ljudi mi je reklo, ko je slišalo moj komad Zadnja noč, da jih spominja na Toše Proeskega. To sem že slišala. No, evo vidiš. To je ta neka, ne vem, tako kot sem rekel, balkanska patnja, ki mislim, da jo imamo vsi v krvi. To je naš DNK.
Ja, res se je prijela, ful. Ja. Pa tudi ta en primitivni mindset mi je vklopil, no, brez predsodkov, veš, brez filtra sem napisal tekst. In to se čuti. A se mogoče to zdaj čuti v tem, kaj smo prej govorila, da se pri določenem letu ti pa nekaj klikne? Ja, sigurno. Jaz mislim, da imaš večkrat ta obdobja v življenju, no, ko se ti zgodi en klik in potem se kar v roku nekega obdobja transformiraš v eno novo osebo, ko mogoče z nekim človekom, ki si se 5 let nazaj družil ali pa imel neke skupne interese, mogoče tudi celo partner, ne? Se kar čez 5 let sta tak, ne? Nimata več skupnih interesov, se ne poznata več en drugega, zato ker je vsak po svoje mogoče se razvil in osebnostno zrastel, ampak jaz mislim, da je to nujen proces v življenju. Ja, se strinjam. Najhujše je, če pač ostaneš po srednji šoli enak človek do konca. No. Veš, skozi se moraš raziskovati samega sebe in ugotavljati, kaj ti je všeč, kaj si želiš. Tudi mogoče popolnoma obrniti svoje življenje na glavo kdaj, ne? Zato, da vidiš. Moraš upati. Ja, ampak si moraš upati, seveda. Ne? Se mi zdi kar napačna odločitev, če vztrajaš pri teh nekih starih prijateljih, ko pač veš v sebi, da ni več to, da niso več iste vrednote, ampak se bojiš, ne? Se bojiš biti sam, ne? V resnici. Pri meni je to bila prednost, da sem kar hitro v življenju sam ostal. Sam v tem smislu, ker sta se mama in oče ločila, ko sem bil star 11 let in potem sem šel z mamo živeti in mama je delala v nekem obdobju tudi celo 2 službi in sem se precej mogel sam osamosvojiti. No. Pri svojih 16 sem že recimo čist kuhal sam in delal stvari sam. No. In to mi je, ful sem hvaležen za to, no, tudi, da sem tako vzgojen svoji mami. Zelo mi je dalo. Ker sem bil takoj postavljen v vlogo odraslega človeka, ne? Na kar sem videl svoje sošolce, da še jim recimo po faksu vedno ni bilo jasno, kaj bi za jaz točno. Ja. Sej mama ve moja, kaj bom jaz. Tako da moja mama je pa meni vedno rekla, Žan, ti veš za sebe najbolj, kaj si želiš in ti boš vedel. Če boš šel študirati ali ne, mi je vseeno. Ne, ni me prisiljevala v bilo kaj, ampak vedi, da si sam krojiš življenje. Ja, pa se je v bistvu dobro, da neke odločitve pa sam sprejmeš. Ja. Pa tudi, če je napačna, se pa nekaj naučiš. naučiš. Nujno napačne. Ja. Nujno moraš napačne. Če so vse prave, slej ko prej boš prišel na eno napačno in pol te bo tista iztirla čisto. Ne? Ampak ja, bom rekel, da tam v mojih najstniških letih plus 16, 17, 18 let star, sem z ogromno ljudmi delal, sploh ko sem začel že z glasbeno kariero, malo bolj resno, ki so mi pokazali, kako se ne dela. No. Nisem se naučil, kako ne delati. Bil v dostih krogih, kjer so hoteli iz mene delati neko ikono, ko jaz nisem. In se pol pri 19 nisem več mogel pogledati v špegel. Ne. Ogledalo je špegel za vse, ki rabijo prevod. In kak si pa prišel ven iz tega? Prva stopnja je to, da sem čisto vse ljudi po domače odjebal. Vse te ljudi, za katere sem videl, da so pač škodljivi za mene in moj osebni razvoj, predvsem to. No. Oni so v meni videli eno zvezdo, ki jaz nisem. Na en način, na katerega jaz ne znam funkcionirati. Jaz sem, tako kot sem rekel, zelo skromen fant, pišem pesmi s kitaro in to bi rad tudi predstavil vsem ljudem, ker nočem fejkati, da sem nekaj, kar nisem. Ker ko enkrat pač začneš fejkati to, se moraš ta lik igrati pol do konca lajfa. Ne moraš pol se kar nekje vmes odločiti. Jaz v bistvu nisem tak nedostopen, jaz sem v bistvu čist ljudski. Ja. Vsi, kdo si ti že? In pol sem od 20. leta naprej samo založniško začel snemati album, popolnoma vlastni produkciji, vlastni režiji in nekako začel privlačiti vse ljudi, drugačne ljudi v svoje življenje, ki so moji glasbi in moji karieri dodali en pečat, kateri je pač danes viden. In so poslušali mene in zelo sem si razvil en ta
bullshit detektor. Ne, detektor za sranje, v bistvu. Od bilo koga, ki prije v moj life in če začutim, da ne razume ali da si misli, da sem jaz en tamali ali pa da si misli, da sem jaz nekdo, katerega lahko spreminja, se mi alarm prižge. No. To je pa kar dobra sposobnost. Ja, ampak da si razviješ to sposobnost, te mora njih par ljudi nategniti. Veš. Po domač povedanje. Pa da začutiš to, res sem edino jaz odgovoren za to, kak in na kak način bom prezentiran in v katero smer bo moje življenje zavilo. Ker z eno odločitvijo napačno si lahko čez 10 let tam na mestu tukaj. Ne? Ker mogoče se ti zdi zdaj taka razlika med tema dvema stvarima, ampak čez 10 let je to popolnoma druga stvar. Ne? To je pa pomembno, da se tega dobro zavedaš. Ja. Dajmo malo presekati tole. Za konec bi te jaz povabila k v bistvu do nadaljevanju povedi. Okay. Začnimo. To je taka igrica, v bistvu. Ja, dajmo, da vidimo, koliko imam še... Kako hitro ti delajo možgančki. Ja. Ne vem, kako hitro bomo mi delali. Spal sem malo, moram priznati. Ajde, da vidimo. Ljudje, ki me dobro poznajo, o meni pravijo. Da sem trmast, zanesljiv, pa da sem faca, verjetno. To, ki me dobro poznajo. Zjutraj najraje. Spim dolgo. Kadar lahko, verjetno. Kadar lahko zjutraj najraje dolgo spim. Ampak takoj pa moram jesti. Zelo hitro jem, ker hitro postanem lačen zjutraj. In potem sem tečen, če ne jem. Kako pa izgleda tvoj zajtrk? V bistvu imam 3 različne go-to zajtrke. Okay. Jajca s toastom, ovsene kosmiči z gozdnim sadeži ali pa palačinke. Med temi 3 switcham že, ne vem, 6 let se mi zdi. Ampak jajca na 10 različnih načinov, ne, veš. Pa no, palačinke z tem in onim. Zdaj sem v bistvu začel delati bananine palačinke. A si to probala že? Dobre. A ni dobro? Ja. No. Za vse, ki še niste, probajte banano malo stučkaš in potem moko ali pa ovsene kosmiče, pa cimet, pa sol in pa peanut butter. Dobro. Vedno se zmotim, ko? Pa vem, kaj bi to zaključil. Aj pa mi povej, kdaj se največkrat zmotiš? Kdaj se največkrat zmotim? Kao, Žan se pa ne zmoti, wow, kakšen perfekcionist. Ne, po moje se, tu in tam se zmotim na odru. No, to sem da vprašati. Pa kak napačen tekst začnem pet. Ja. Ali pa kar 2-krat isto kitico zapojem. Ampak bolj hitro fani, ki znajo moje tekste na pamet, nekaj me začnejo gledati čudno. Pa zmotil sem se. Ja. Kako že gre? Pomagajte mi. Pa pomagajo polne. In je fora z tega, valjda. Ampak na srečo se mi to ne dogaja pogosto. To je mogoče za vse glasbenike tudi nek na svet, oziroma ne na svet, ampak vsaj kak jaz doživljam ta performing. Svoje igranje in svoje petje moraš zvaditi do te točke, da imaš oboje na avtopilotu. Oboje moraš znati ob 3 zjutraj zapeti in zaigrati, brez da se zmotiš. Ker šele tako lahko priješ pred publiko, pred luči, pred hype, pred kričanje, pred švic, veš, pred tunelskim videzom, zato ker pač se ti to vse skupaj dogaja in lahko še poleg tega se smejiš in delaš s publiko. Yeah. Ti ne moš med koncertom razmišljati o svojem igranju pa petju. To mora biti avtomatsko, ker drugače res si gledaš v kitaro in razmišljaš in se motiš in glas se ti trese in to vse. Da se pa valjda zgodi, tako kot vsakemu, da pozabiš ali pa zamenjaš tekst. Ne, vseeno igram 2 uri, neprestano, brez bilo kakega teksta pred sabo, ne, vse iz glave.
No, pa ti v bistvu zdaj igraš svoje in Plestenjakove, pa še verjetno kakšne. Tudi. Ja, ne, pri Janu imamo 2 uri seta čist druge pesmi. Ne? Potem imam pa še svojo turnejo, kjer pa 2 uri samo svoje pesmi. Ne? To je pa že za 4 ure programa. Koliko pesmi je to približno? To je nekje od 18 do 20 pesmi. 2 uri. Ne? Ja. Jan tudi ima nekje 20 pesmi. Ja. Ponavadi. Dobro, ne maram. Ne maram neiskrenosti. Obožujem. Obožujem pa, kot če bi to eno tako manj globoko probo najti, da ne bom samo moril skozi. Obožujem dobro hrano. Ja. Na sebi bi spremenil. To se spet lahko filozofiramo. Pa bomo probala ne preveč. Ne, ne preveč, malo pa lahko. Ja, malo pa lahko. Ne. Glede svojega fizičnega videza ne bi spremenil nič. Oziroma, recimo, če bi me 10 let nazaj vprašala, bi spremenil vse. Okay. Ne, ampak kot en odrasel človek oziroma v procesu odraščanja se pač sprejmeš takega kot si. In tudi sprejel sem svoje karakterne lastnosti, ampak to ne pomeni, da jih nočem izboljšati ali spremeniti. Ne. Zelo dober nasvet je Mark Manson dal, če ga poznaš, on je recimo filozof, ne, tudi eden izmed bolj modernih. In je rekel, perfekten sem v vsakem trenutku, ampak vedno se lahko izboljšam. To je res. In to je moj moto. No. Tudi, ko me nekdo vpraša, kaj bi spremenil, kup enih stvari. Ampak po drugi strani sem si pa všeč taki, ko sem. Ne. Moja družina je. Moja družina meni pomeni res ogromno in oni so ljudje, ki bojo mi stali ob strani in mi stojijo ob strani že od vsega začetka. In ja, moja družina je velik del mojega življenja. Lepo. V prostem času? V prostem času? Kolikor ga imaš? Ja, pa še v prostem času igram kitaro, recimo. Ne. A res? Ja. Zelo sem vesel, ko nimam nič za posnet, pa nič za zvaditi, pa samo vzamem v roko kitaro in igram karkoli hočem. Takrat se tudi rodijo pesmi ponavadi. Ampak ja, poleg tega v prostem času se rad družim z ljudmi, z skupnimi interesi, zelo rad skočim na morje, na kako dobro večerjo z dobrim vinčkom, grem na košarko, se peljem v Lenart k mami, da mi skuha govejo župco. To. Aj, ne znaš tam? Veš, še nisem nikoli probal. Se mi zdi to tak proces. Jaz sicer zelo rad kuham, ampak stvari na hitro. Pri meni mora največ pol ure trajati, da jaz od začetka do konca naredim vse. Ker drugače že je to, zdaj še moram to čakati, lačen sem, ne morem reči. Ne. Veš. Dolgo traja. Ja, neke steak, riba in to. To imam zelo rad, pa to zelo rad skuham. Danes sem kuhal za kosilo špagete z gamberi pa zelenjavo. Dobro odločitev. In pa še na naslednjem koncertu bom? Ne vem, na naslednjem koncertu bom z Nino Pušler, recimo. Ja. Ampak na naslednjem koncertu bomo razturili, sigurno. Tako kot na vsakem, ki prihaja. Zato sem vesel, da imam tak band okoli sebe tudi, kličem jih šakali. Mi smo vsi šakali. No. In kaj to pomeni? Ja, divje živali smo. No. In zdaj so nas po 2 letih spustili iz kletke. In zdaj hočemo na vse odre. Veš, zato smo šakali.